Mestna občina Velenje pripravila novo razstavo. Z nami je tudi direktor občinske uprave, magister Iztok Mori. Pozdravljen. Dober dan. Dajte mi najprej povedati, zakaj bi se mimoidoči sploh tukaj ustavil? Pa mislim, da je to edinstvena priložnost, da naše občanke in občane seznanimo z projekti našega mesta v prihodnjih nekaj letih, se pravi, da imamo najpomembnejše projekte, kateri bodo pripomogli k nadaljnjemu razvoju in rasti našega mesta. To je, zato vabljeni, da si jih ogledate, ampak mene v tale zanima. Do leta 2027 načrtujemo 1000 novih delovnih mest. Kako vam bo to uspelo? Ena izmed osnovnih nalog mestne občine je tudi ta, da omogočamo pogoje za gospodarski razvoj. Poslovno cono, katero vidimo tudi na fotografiji, je dejansko tista poslovna cona, na katero največ stavimo. In moram povedati, da v 2 letih smo dejansko prodali vsa razpoložljiva zemljišča. Investitorji se pripravljajo za vložitev gradbenega dovoljenja, tako da pričakujemo, da se bo naslednjem letu začelo na veliko graditi poslovne cone in s tem tudi ustvarjati nova delovna mesta. Ok, dajmo malo bolj konkretno našteti podjetja, torej kdo pride? Nibi, Tiki, Ja. se pravi Tiki Nije, 2 farmacevtski družbi, Val Pharma in pa Von Pharma, če tako povemo. Potem naše domače podjetje, prav tako namerava zgraditi Malinca. Tako da se pa dogovarjamo tudi z ostalimi lastniki. Kot veste, pa intenzivno tudi gradi Živeplas, gospodarsko družbo, katere hala tudi že stoji. Ok, kakšna delovna mesta bodo to približno? Farmacevtska družba kot taka vemo, da so delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Te številke, katere direktor en izmed teh farmacevtskih družb predstavi, so bile res impresivne. Tiki Nibe se pa ve, da bo tu zgradil razvojni center dejansko za vse produkte, katere izvaja tudi na področju bivše Jugoslavije, tako da nekje znanje in pa, bom rekel, razvoj ostane v naše mesto. Stara elektrarna že kar nekaj časa čaka, da zaživi. Kaj je z njo? Kaj bo z njo? Mislim, da se nam ponuja edinstvena priložnost, da iz JTF sklada, kateri je namenjen naši regiji, dejansko preredimo, prenovimo to staro elektrarno in damo novim vsebinam. Mi planiramo zgraditi center prihodnosti, center za pravičen prehod. Prostore v te stare elektrarne bodo dobili tudi fakultete za varstvo okolja, kako tudi fakulteta za energetiko. Dogovarjamo se z različnimi inštituti, kateri bi prišli noter, se pravi, da bi dali nekaj razvojno vsebino, neki nov začetek našega mesta. Dejansko gre pa to na nek način tudi po modelu nemškega prestrukturiranja, kateri je tudi država in pa tudi Evropa zagotovila, da so v tej regiji, kateri so premogovne, kateri se bodo mogli prestrukturirati v naslednjih 10 letih, dejansko zgradili inštitute. Se pravi, da dajo delovna mesta, kateri dajo visoko dodano vrednost, visoko izobrazbo, se pravi, nekje znanje ostane v naši dolini. In do kdaj bo to, kdaj to pričakujemo? V bistvu se kar nekaj odvija, prav v tem trenutku se tudi zdaj govorimo midva, tako da računamo, da naslednjih 3-4 letih bi mogel biti ta projekt dokončan. To so sončne celice? To so sončne celice, ja. Mislim, da bo tako izgledalo celo Velenje, bomo rekel, v roku nekaj let. Ja? Ja, tudi na vseh občinskih stavbah se intenzivno pripravljamo na to, ker dejansko druge možnosti ali pa priložnosti tudi nimamo. Je pa zagotovo boljše, da zapolnimo naše strehe z sončnimi celicami, kot pa da to naredimo na travniku, ali pa na parkih. Slika je pa lepa ta, ne? Ja, tako. Leta 2027 obljubljate 400 novih stanovanj. Kdaj začnete graditi? V bistvu ne bomo začeli graditi mi. Začeli bodo graditi investitorji, naša skrb je pa ta, da bomo zagotovili zadostno število stanovanj, kateri bo šla prodaja prosto na trg. In pa še največja skrb naša je, da zagotovimo stanovanja, kateri bomo dali najem našim občankam in občanom. No, saj to mene skrbi, ker glede na trenutni nepremičninski trg, kdo si bo lahko ta stanovanja sploh privoščil? Drži, situacija ni rožnata, ne med ljudmi, ampak jaz verjamem, da bomo našli ustrezne mehanizme, tudi ustrezne finančne mehanizme, da bo to možno narediti. Seveda je pa Mestna občina Velenje skupaj z stanovanjskim skladom tista, katera skrbi za zgradnjo teh stanovanj, da jih nekje upravlja in seveda tudi da naprej v najem. Tako da računamo, da bomo v teh 400 stanovanjih kar nekaj teh, ki bomo lahko dali našim občankam in občanom najem. Kje bojo ta stanovanja? Trenutno je najbolj atraktivna lokacija, kjer zdaj stojimo, se pravi nekaj metrov od nas za pošto. Sprejemajo se prostorski podrobni načrti, enaka situacija je približno na Zlatem griču, kjer bi mogoče malenkost drugačen model teh stanovanj, pošlo tudi za vrstne hiše, neke stanovanjske gradnje in tako naprej. Se pa intenzivno pogovarjamo z investitorji, kateri prav tako želijo s svojim denarjem zgraditi in tudi ponuditi trgu teh stanovanj v Velenju. Tako da ta številka, o kateri govorimo, dejansko uresničljiva in verjamemo, da tudi bo v teh prihodnjih 4 letih. Torej, vi imate zagotovila od investitorjev, da se bo zgradilo? Tako je. Vodikove tehnologije, ki so zdaj ti naši avtobusi? Takole bom povedal.
Vmes, ko smo izpeljali ta projekt, smo dejansko imeli že finančno konstrukcijo celoti zaključeno. Vmes je prišel COVID, vmes je prišla zamenjava vlade in s tem tudi prioritete projektov, kar se tiče samega vodika, tako da projekt Vodi se v tem trenutku nekoliko ustavil, ampak dejansko denar za nakup teh avtobusov že imamo. V naši domeni, pa naši domeni naših partnerjev je, da postavimo polnilno postajo za polnjenje teh avtobusov oziroma da po ustrezni ceni dobimo ta vodik. Ta projekt traja, se dogovarjamo, ni pa smiselno, da gremo z glavo čez zid. Treba je dejansko celotni poslovni model tako naštudirati, da se javni promet ne bo držil, da bo ekonomsko sprejemljiv, seveda gre pa za zelene tehnologije, tako da malenkost dražje bo, ampak mislimo, da se ne bi smeli dotikati občank in občanov oziroma oni ne bi smeli tega začutiti. Torej dobimo avtobuse. Verjamemo to. Kolikor sem jaz razumela, je point te razstave, da pokažete, da Velenje ima prihodnost in da mestna občina Velenje ve, kam pluje. Je tako? Tako je. Mi verjamemo v to, kar delamo, verjamemo, da bomo v 10 letih zgradili novo, moderno mesto, mesto prihodnosti, na temeljih pravičnega prehoda, na temeljih, da gremo v podnebno nevtralno mesto, ampak seveda tega ne zmoremo sami. Tako kot občinska uprava, tako župan, vsi verjamemo v to, kar delamo in verjamem tudi, da bodo naše občanke in občani nas podprli, da tudi oni verjamejo v naše mesto in mesto prihodnosti. Torej, nekaj tematik smo obdelala, ker nekaj jih je še, tako da vabljeni, da ko boste šli na pošto, k Zivotu, v Špar, da si pogledate razstavo.